Spoštovani gostje, cenjeni pobudnik zbirke dijaške poezije in predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trusevič, cenjeni mladi literarni in likovni ustvarjalci. V veliko veselje in čast mi je, da sem lahko danes tukaj med vami, dragi nadarjeni mladi ustvarjalke in ustvarjalci, ki vas očitno srečno spremlja navdih muze in pohvalno kreativno povezuje Dijaška organizacija Slovenije. Kot predsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta se dobro zavedam, da brez nadobudnih pobud strani generacij, ki se vam šele odpira svet, ne moremo graditi trdne, uspešne, prepoznavne in razvojno naravnane družbe. Profesorica slovenščine in voditeljica odmevnih literarnih krožkov za mlade, Marjetka Krapeš, je v eni od svojih medijskih predstavitev povzela bistveno tezo, s katero se lahko vsi poenotimo. In sicer, v vsaki generaciji so močni pisci, če le dobijo priložnost, da se izrazijo. Če smo 2-milijonska slovenska družina, potem smo tudi dom najmanj 2 milijonov talentov, ki iskrijo naše misli, burijo domišljijo, odstirajo tančice skrivnosti, predvsem pa izostrijo poglede na prihodnost. Videti jasno naprej, stopati neustrašno na nove poti, to ni dano vsakomur. Politiki večkrat dobimo očitek, da ne znamo gledati širše in globlje, da se preveč oziramo na mnenje javnosti, zlasti pa dobivamo očitek, da ne znamo prisluhniti potrebam ljudi, njihovim vizijam in rešitvam. Žal je v tem zrnu obrekljivega veliko resnice. Prav zato si osebno prizadevam, da ostajam odprt do nasvetu ljudi in predlogov rešitev, ki jih ponujajo. Še posebej pa sem naklonjen mladi energiji, temu vrelcu neizčrpne pozitivnosti, ki me pogosto prijetno preseneča in opogumlja. Zbirka dijaške poezije je tak čudovit projekt, v katerem vse to pride odlično do izraza. Veseli me, da vam lahko stojim ob strani in ponosno opazujem to plodno polje mlade dijaške ustvarjalnosti, na katerem so dozorela in se v zbirko požela izjemna pesniška ter ilustratorska dela. Predvsem pa so izjemen individualen pečat razumevanja aktualne družbe in vseh stisk, s katerim se družba in vi spopadate. Prosto po Prešernu ste ustvarili svoj mladi prvenec, ki ga bomo z veseljem prebirali in delili med kolegi, prijatelji, znanci tudi v prihodnosti. Čestitke vsem, ki ste projektu budili v življenje, ter mu podelili dih enkratnosti. Bodrite mlade ustvarjalce, ki šele vstopajo v vaš svet, in bodite svetilnik nam, ki vas opazujemo in spremljamo na vaši poti rasti. Vaš uspeh je hkrati naš uspeh. Drage mlade ustvarjalke in ustvarjalci, danes tukaj v tem častitljivem hramu se ozrem in pogledam podobe ujete v nekem trenutku zgodovine, še najbolj pa prevzame ta podoba tukaj. Ta je del sedanjosti in ta podoba je naša prihodnost. Želim, da bi to prihodnost kreativno gradili. Ne bojte se neuspehov, ti so sestavni del življenja. Ne bojte se in ne vam ne bo škoda vložiti truda, to je garancija uspeha. Predvsem vam pa želim, da nikoli v življenju ne bi prišli v situacijo, ko bi se spraševali biti ali ne biti. Ste in boste in morate biti. In na vprašanje o tem, zakaj in kako, je odgovoril že slovenski pesnik Anton Aškerc. Rekel je, v delih svojih sam boš živel večno. Potrudite se, da bodo vaša dela presegla naravne omejitve življenjskega obdobja, da bojo ostala večna in da boste ostali večni v njih tudi vi. Čestitam, samo tako naprej, srečno na življenjski poti, vi ste naša svetla prihodnost.